Danes v Pomurskem dnevniku slovensko predsedovanje. Nova mobilna enota. Drevo prijateljstva. Puma v Pomurju. Jutri bo pretežno oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Evropski poslanci iz Slovenije in Portugalske so včeraj izrazili pričakovanje, da bo slovensko predsedstvo Svetu Evropske unije doseglo napredek pri širitvi Evropske unije na Zahodni Balkan. Izpostavili so tudi pomen vladavine prava in izboljšanje evropskega covidnega potrdila. Med osrednjimi temami slovenskega predsedovanja so omenili vladavino prava tudi v luči postopkov proti Madžarski in Poljski ter pogojevanje evropskih sredstev s spoštovanjem vladavine prava. Yeah, this is the tough issue and tough question, of course. What will happen, it's difficult to predict. Definitely the European Parliament, as you can see, is quite sensitive on the issue of the rule of law, but we know that there needs to be also the Council of Europe, which needs to act. So you know that there are procedures according to Article 7 against Poland and Hungary. So I wouldn't say that Slovenian presidency necessarily means that Hungary and Poland will have a better position, because you know this will be more what kind of position both countries will have is more. I would say more decisive for this is how the European Parliament will act, how the other member states will act, how the Commission will act. I think that there will be a huge discussions, forthcoming discussions in regard to the conditionality on the rule of law, because there are processes going on in the European Parliament. European Parliament sent a letter to the Commission, so there could be a judicial case court in front of the European Court of Justice. So this will be one of the topic. But I would say that I hope that Slovenian presidency will be capable of keeping the level of neutrality, so that other member states will not perceive Slovenians' action as a presidency to go in favor of Hungary and Poland. Za Slovenijo je bilo včerajšnje srečanje zanimivo predvsem z vidika predsedovanja Svetu Evropske unije, saj je Zahodni Balkan ena od prioritet predsedovanja. Slovenia used to be for the Western Balkans like as a positive example. As a country which was the most successful out of all of succession countries of the former Yugoslavia. So what we lost in the last few years, I would say a year and a half, is this exemplary role we had in the Western Balkans. So this is acknowledged by many people coming from the Western Balkans, and this is the leverage we lost, the leverage we had in the past. So for the Slovenian diplomacy to be heavily engaged in this region of the Western Balkans, this will be a challenge. So you know, the controversy surrounding this non-paper. This is now a little bit under the surface, but nevertheless it is still present in the region. So there are still questions: who was actually the author of this document, who was the messenger sending this document across the Europe. And Slovenian role is not, let's say politely, it's not clear what was the role of the Slovenian government in this, and especially the Prime Minister Janez Janša. Na novinarski konferenci so med drugim izpostavili še, da digitalno covidno potrdilo ne deluje tako, kot bi moralo. Države namreč lahko še naprej uvajajo omejitve za potovanja na podlagi lastnih kriterijev. Poleg tega testi na novi koronavirus ne bi smeli biti plačljivi. Danes je Splošna bolnišnica Murska Sobota dobila novo mobilno skupino za paliativno oskrbo. Paliativna oskrba je aktivna celostna obravnava bolnikov z neozdravljivo boleznijo in podpora njihovim bližnjim. Na ploščadi pred ginekološko-porodniškim oddelkom so nekaj besed spregovorili direktor bolnišnice, pomočnica direktorja, direktorica direktorata za zdravstveno varstvo in vodja nove paliativne skupine. Tako z novo mobilno enoto za paliativno oskrbo nadaljujejo z dobrim strokovnim delom v tej regiji. In ki po svoje zaznamuje podobo tega časa, v katerem poskušamo v vseh pritiskih nadaljevati tudi tisto kontinuiteto dobrega strokovnega dela, sledenje smernicam in pa seveda izpolnjevanje vsega tistega, kar strokovnjaki, kar ljudje, kar ne nazadnje vsak prebivalec te regije tudi pričakujemo. Za našo bolnišnico je danes dan,
Dan, ki bo ostal zapisan kot izpolnitev nekih želja in sanj, da bomo tudi v naši regiji, tudi v našem okolju, pod nosilstvom naše bolnišnice imeli vzpostavljen mobilni paliativni tim. Dejansko spremljevalka našega življenja, ki ga zmeraj zaključi, je tudi smrt za svojim odhajanjem in poslavljanjem. In v trenutkih, ko je izčrpano vse tisto, kar lahko v medicini ponudimo, potrebujemo, bom kar rekel, ekipo strokovnjakov, pravih ljudi, ki nas potem pospremijo tudi v tistih trenutkih na tak način, da je ta dostojen, da je ta primeren in da je tudi odhajanje, zaključevanje življenja pospremljeno za dosežki in spoznanje sodobne medicine. Za kakovostno obravnavo kompleksnejših težav v obdobju paliativne oskrbe pa je potrebna ustrezno usposobljena ekipa strokovnjakov. Tudi danes končno pri nas v Murski Soboti ponovno začnemo z sistematizirano paliativno oskrbo. Paliativna oskrba pomeni celostno obravnavo bolnikov s kronično neozdravljivo boleznijo. Tu bi poudarila, da to niso le bolniki z malignimi obolenji, ampak tudi tisti, ki imajo napredovalo srčno popuščanje, demenco, KOPB in druga obolenja. Tem bolnikom bomo sedaj lahko ponovno omogočili celostno oskrbo, kar pomeni, da ne bomo lažili le fizičnih simptomov, ampak tudi duševne, socialne ter psihološke stiske. Smisel paliative je namreč celostna obravnava bolnika, kot tudi pomoč njegovim svojcem. Paliativa sprejema smrt kot del življenja, življenje ne podaljšuje in ga ne skrajšuje. Za tako obravnavo je potreben timski pristop, ki poleg nas zdravnikov, medicinskih sester, kot enakopravne člane vključuje tudi farmakologe, socialne delavce, psihologe ter prostovoljce. Cilj nove mobilne enote za paliativno oskrbo je bolnikom omogočiti čim bolj kakovosten preostanek življenja. Paliativna oskrba zagotavlja spoštovanje veljavnih etičnih in pravnih norm, človekove pravice, pravice bolnikov in umirajočih. Župan občine Lendava in predsednik uprave Leka in Novartisa v Sloveniji sta danes zasadila drevo prijateljstva ob 25-letnici Novartisa in začetku delovanja zelenega tima na Novartisovi lokaciji v Lendavi. V Novartisu se dejavno vključujejo v mednarodna prizadevanja za zmanjšanje podnebnih sprememb in trajnostni razvoj. Do leta 2030 načrtujejo ogljično nevtralnost celotne dobavne verige ter plastično in vodno nevtralno poslovanje. Župan je najprej izpostavil socialni čut, ki ga ima podjetje do okolja, v katerem deluje. V lanskem letu, ko je epidemija dobesedno v celi državi hromila, bom rekel, življenje, je vodstvo stopilo za stik z lokalno skupnostjo in smo tudi mi dali kamenček temu, da je normalno delovalo podjetje, vendar tudi na nek način oddolžilo. In lahko iz soodgovornosti povem, da je družba Lek Novartis v tem okolju dobrodošlo in ima nek socialni čut do lokalnega okolja. Zakaj? Zato, ker je v lanskem letu, ko so imeli pouk nadaljavo z nesebičnim pristopom, tudi darovala informacijsko tehnologijo za naše šole, ki je veliko pomenilo za naše dijake. Nekaj besed pa je spregovoril tudi predsednik uprave Leka in Novartisa. Raznovrstnost in raznolikost je dragulj prekmurske kulture. Hkrati pa preveva tudi kulturo Novartisa v Sloveniji. V Sloveniji nas je že več kot 5000 in 700 kolegic in kolegov od teh 5000 deluje tukaj na lokaciji Lendava. V zadnjem obdobju tudi v Sloveniji izvajamo preoblikovanje podjetja in prehajamo iz nekoč bolj generičnega podjetja v vse bolj inovativno podjetje in to dokazujemo tudi tukaj na lokaciji v Lendavi. Poleg najpomembnejše surovine za proizvodnjo antibiotika amoksiklav, tukaj na lokaciji vedno več proizvajamo tudi zahtevnih, inovativnih izdelkov, ki jih seveda distribuiramo našim partnerjem po vsem svetu. Letos je za nas to še posebej slovesno leto, saj zaznamujemo tako 75. obletnico Leka, ki je najstarejše farmacevtsko podjetje v Sloveniji, kot tudi 25. obletnico Novartisa,
ki seveda skupaj združujeta veliko inovativnost in prebojno moč. Na lokaciji v Lendavi pa je začel delovati tudi zeleni tim, ekipa sodelavcev in prostovoljcev, ki spodbuja kulturo okoljske trajnosti ter zelene predloge zaposlenih. Lendavske gorice, Strehovci, zdaj pa še Vaneča. To so lokacije v Prekmurju, kjer naj bi v zadnjem mesecu opazili večjo divjo žival, podobno pumi. Divjo žival so pred mesecem dni iskali na Hrvaškem. Zdaj se očitno potika po skrajnem severovzhodu Slovenije, kjer je med ljudmi čutiti negotovost. Vaneča, vas v Prekmurju, kjer smo včeraj na cesti komaj da srečali koga. So krive visoke temperature ali puma, ki so jo opazili v teh koncih? Tu sem se nekaj motovilo, ko sem urejal ene stvari, pa zagledam to eno žival, tudi eno 30 metrov, tudi na sredini toga travnika pokošenega. Te sem gledal, tako je bilo, najprej se je zdelo, kot da je mačka nagrbljena, pa se je to vzdignilo, pa raztegnilo in te sem videl, ko je to večje kot maček, ampak je to nekaj podobno psu. Te pa ide to tam, ampak pes nema takšnega repa. Te pomali se giblje in ide ta proti konci parcele, tam pa te čas sem jaz hitro, imam sigdar mobitel tak pri sebi, pa sem vzel, pa naštimo pa po sliku. Da bi vaščane opozoril na divjo žival, je fotografija objavil na enem od družbenih omrežij. Policije ni obvestil, je pa bila ta v zadnjem mesecu večkrat obveščena o domnevni pumi. Na nekaterih lokacijah so pumo pomagali iskati tudi lovci, ki pa nekih posebnih pristojnosti pri iskanju divje živali nimajo. Moram vam povedati, da puma ni lovna divjad in lovci z njo nimamo nič. Dolžnost lovca oziroma občana je, da obvesti 112 in oni pol naprej obveščajo veterinarsko inšpekcijo, lovsko inšpekcijo, civilna zaščita, da se aktivira, ker smatram, da imajo oni tudi ta kader, da take živali lahko lovijo. Rituper sicer opozarja, da je vsaka prostoživeča žival, pa če gre za pumo ali divjad, nevarna, ko je ogrožena. Je nevarna, ko je ogrožena. Zato bi priporočil, da ne izzivate prostoživeče živali v naravi, če se one čutijo ogrožene, so pol tudi nevarne. Da žival ni nevarna, če ni ogrožena, je prepričan tudi Brunec, ki ga ni strah, da se divja žival potika okrog njegove hiše. Puma, če bi jo jaz napadal ali pa kaj, te bi mogoče se branila, zakaj bi me ne napadala? Saj ima zadosta hrane tu po naravi, ko si rekel, tako kot mačke tu preskrbijo te prehrane, zakaj bi glina meni šla. Sploh mi na misel ne je prišlo, ko bi se kaj bojil. Puma sicer spada med zveri in je 4. najtežja mačka na svetu. Ponavadi se izogiba ljudi, vendar gre vseeno za plenilca, zato previdnost ne bo odveč. Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije je na svoji 13. seji odločil, da se bo na tekmah prve slovenske nogometne lige v sezoni 2021-2022 uporabljala VAR tehnologija. VAR ali po domače kar videosodnik je sodniški pomočnik, ki glavnemu sodniku pomaga pri odločitvah s pomočjo analiziranja videoposnetkov situacij v nogometni igri. Glede na zahteven organizacijski in tehnični izziv ter na podlagi primerov ostalih evropskih držav se je Nogometna zveza Slovenije odločila za postopno uvajanje VAR tehnologije. V jesenskem času sezone 2021-2022 bodo v VAR sistemu potekale le posamezne tekme kroga prve slovenske nogometne lige. Generalno obstajata mobilni sistem in centraliziran sistem. Na Nogometni zvezi Slovenije smo se zlasti v prvi fazi odločili za uporabo tako imenovane mobilne enote, kar pomeni, da se bo ven vozilo prehajalo med stadioni na same tekme in da se bodo tudi videosodniki nahajali na samem stadionu. Druga opcija je tako imenovani centralizirani sistem, kar pomeni, da bi se tekme v tem primeru vodile iz enega centra. Trenutno se je Nogometna zveza Slovenije iz operativnih, praktičnih in tudi finančnih razlogov odločila za uporabo tako imenovane mobilne enote. Zaradi zagotovitve regularnosti tekmovanja se bo skušalo tekme v VAR sistemu čim bolj enakomerno razporediti med posameznimi prizorišči, ki izpolnjujejo infrastrukturne kriterije.
Tehnologija VAR je sicer bila pozitivno sprejeta v številnih nogometnih državah, saj odpravlja jasne in očitne napake. Jutri bo pretežno oblačno, več pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli jasen dan s temperaturami okrog 27 stopinj Celzija. Opoldne smo v Krajinskem parku Goričko namerili 26 stopinj, v Radencih in v Murski Soboti 28 ter v Lendavi prav tako 28 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Že dopoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo sredi dneva in popoldne pogostejše. Osvežilo se bo. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru okoli 15 stopinj, dnevne pa okoli 27 stopinj Celzija. V petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. V soboto bo po večini sončno. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 12 do 15 stopinj, dnevne pa od 26 do 28 stopinj Celzija. Toliko smo vam imeli povedati v današnjem Pomurskem dnevniku, več informacij pa najdete na naši spletni strani. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do jutri.